Ljudje in ljudine, poslušate Obod, 19. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obod, osamljeni, bogati in opiti drogiranci smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Skella, Igor Harp Yo. in jaz, Aljoša Harlamo. Zdaj vas ne bom nehal smejati. In sicer smo tokrat za vas prebrali še čisto svežo kriminalko izpred peresa, kot se temu zelo poetično reče, švedske pisateljice Malin Persson Giolito. Ok, ta Giolito. Størst av alt, oziroma v slovenščini Živi pesek, ter si ob tem ogledali nič manj svežo serijo v 6 delih, posneto po tej knjigi, ki jo lahko obodete na Netflixu pod naslovom Quicksand, se pravi Živi pesek samo v angleščini. Ob tej priložnosti pa bomo navrgli tudi kakšen cukrček v obliki priporočil oziroma komentarjev ali cen nekaterih drugih podobnih knjig in filmov. Skratka, tako kot je navada v zadnjem času, imamo za vas znova tako sveže, hrustljavo ponudbo, da ni odveč opozoriti, ta epizoda bo vsebovala kvarnike. Potrudili se bomo sicer, da vam ne razkrijemo konca in da vam čim manj pokvarimo užitek branja in gledanja, vendar ne moremo obljubiti, da ne boste slišali prav ničesar, kar bi vas utegnilo zmotiti. Zadnje živimo v času snežink, tako da, če si želite knjigo prebrati v miru in ali serijo v miru gledati, nehajte poslušati, odložite to epizodo in se k njej vrnite, ko vam to uspe, da vidite, če se strinjate z nami ali ne. Če še niste preposlušali vseh prejšnjih 18 epizod, poudarjam 18 epizod podcasta, imate ob tem seveda odlično priložnost, da prisluhnete raje kakšni od starejših epizod in se k tej epizodi vrnete pozneje, tako kot vedno. Hvala vsem, ki nas poslušate. Hvala vsem, ki boste poslušali tole epizodo. Če ste z nami prvič, ker vas zanima tale žanr, pozdravljeni. Če vam bo všeč današnja epizoda, ostanite z nami tudi ob naslednji. Morda pa boste ugotovili, da vas ne zanima samo ta žanr, ampak vas bomo začeli zanimati kar mi trije. Je neskromno pripomnil. To je to za uvod, maestro, zavrti intro. Knjigo še čisto svežo, prejšnji petek je prišla, mi smo imeli to srečo, za kar se že vnaprej zahvaljujemo Mladinski knjigi oziroma urednici Nataši Miller, da smo lahko knjigo prebrali že prej v PDF, oziroma nekateri so rabili natisnjene liste, ja. Potem pa niti prebrali. Pa še to mi ni pomagalo, Skratka, prebrali smo to knjigo, pogledali smo serijo, ki je tudi prišla ven prejšnji petek, po nekem naključju. Se opravičujemo, ker nas prejšnji torek ni bilo v zraku, na netu, imeli smo veliko dela, Igor je potoval v Kanado in nazaj, mogoče bo o tem povedal kaj več. Ne smem. Ne sme? Ne. A nama pa si nama je povedal, nama je vse povedal. Serije na setu in spoznal sem zelo zanimive ljudi, ampak do avgusta o tem ne smem še kaj dost povedati, ko pride ta serija na AMC. Aha. Kanal. Ja. Gre za spin-off Živih mrtvecev. Ne, za čuda. Ampak bo spin-off, še en spin-off Živih mrtvecev bo. Ja. To že vnaprej opozarjam. Ja. Ne gledati res ne. Skratka, Quicksand, imamo knjigo, imamo serijo. Serijo, jaz ne vem, kaj naj vam točno povem, režirala sta Per Olaf Sørensen in Lisa Farzaneh eno epizodo. Glavna scenaristka je pa sicer Camilla Algren, ki je urednica scenarija bila pri trilogiji Millennium in pa glavna scenaristka pri Brnu, tisti, ki ste gledali, skratka, Most, eno, jaz mislim, da najboljših Skandi serij, Igrajo dokaj neznani ljudje, bi jaz rekel. Mladi, ja.
Tako razen Sanderja, ki ga igra David Dencik, ki je igral Top tudi of the Top of the Lake. Ja. Tako. Ja, in tam je v drugi sezoni, in tam, medtem ko je tam nekaj najbolj ostudnega, kar spoznamo v tisti seriji, je tukaj čist nasprotje, profesionalen, umirjen, vredu V človek. knjigi pravzaprav še toliko bolj, samo v knjigi ne igra on, ampak v knjigi lahko igra kdorkoli hočete, veste, to je ta magija knjige. Če se lahko zamislite, kogarkoli hočete. Lega založnika, kako je to prodal. Dobro, povem kaj o zgodbi. Dej, Igor, povej nekaj Kar jaz zgodbi. javim. Javi se. Torej, Igor, javi se. zgodba je postavljena na Švedsko in ima ene elemente teh njihovih kriminalk, ampak je čisto povsem druga beštija. Zgodba se vrti okrog Telemaje, glavne junakinje, ki je v zaporu oziroma obtožena umora, poskusa umora in napeljevanja k umoru zaradi streljanja v srednji šoli, ki ga je zagrešil njen fant, Sebastian. In v knjigi spremljamo sojenje od začetka do konca, potem pa so pač flashbacki vmes v to, kako sta se spoznala že od otroštva in potem v srednji šoli, ki sta se zaljubila, in spremljamo tudi njegov pač padanje v proti dnu zaradi drog in vsega. Zdaj, kaj bi tu povedali, brez da razkrijemo preveč. V bistvu, ključno dejstvo je, da je bilo streljanje na šoli in par ljudi je mrtvih, in Maja je bila vpletena. Ni pa tudi njej čisto točno jasno na začetku knjige, oziroma nam kot bralcu ne razkriva, kaj je privedlo do tega, ampak to postopoma zvemo. V seriji je pa narejen malo drugačen pristop, kjer prav se ona ne spomni vse do konca, kaj točno se je odvilo, kako se je odvilo. Je pa tudi pomembno v knjigi, da ona dejansko sebe krivi za to, kar se je zgodilo, in zaradi tega tudi dolgo ne vemo, ali mogoče je tudi kriva, bolj objektivno gledano, kot pa da se krivi, da krivi samo sebe zaradi zunanjih okoliščin. Ja. Povej mi to. Vprašal bi nekaj in danes bom jaz dosti spraševal, zato sem malo bolj slabo podkovan, malo nisem imel preveč cajta se poglobiti v to, pa nasploh nisem baš fan skandi noir scen in bi zdaj vprašal. Smo ugotovili, da to ni skandi noir. Ja, se glih to me zanima, ker tudi tle na hrbtišču knjige ne piše, da je dobila zdaj ona nagrado za najboljši skandinavski kriminalni roman, pa mislili smo, preden smo gledali, oziroma, da je to skandi noir. A je to skandi noir ali ni to skandi noir? V bistvu tipični skandi noir vključuje, je kriminalka, kjer detektiv razrešuje umor, oziroma zdaj ne rabi biti prav policist, ampak lahko je hekerka. In novinar. Ja, ni kao ena od lastnosti skandi noir, da v bistvu so zelo močni glavni ženski liki, predvsem? Ne? V Nezboju praktično so dosti zanemarljivi. Dobro, zdaj serije še kar zdržijo to vodo, bi rekel. Brn imaš, pa imaš Forbridelsen in tako. Ja, ne, ampak tudi vprašanje, koliko je trep res skandi noir. Pač tle zdaj, to je zelo specifično, ne? Pač to je kriminalka. V tistem najširšem pomenu besede, namreč, da se ukvarja s kriminalnim dejanjem. Skratka, zgodil se je zločin, ampak že tle ni tipična kriminalka, mislim, ker za kriminalko se tle itak
ful po žanru. Jaz sem ful jezen, ker ljudje govorijo o kriminalki, ki je v resnici detektivka. Ne? To, da nekdo briljanten razrešuje umor in da išče storilca, to je detektivka, ne kriminalka. Ne? Kriminalka je res širše vse, kar je osrednji motiv zločin. In to tukaj je. Zdaj pa Scandi noir je pa znotraj tega pa zelo specifična grupa. Pa za noir vemo, da mora biti vse mračno, da morajo vsi liki biti koruptivni, nemoralni, tudi glavni junak, detektiv, pač ni vzor. Je minimalno alkoholik. Minimalno vse alkoholik mora biti. Ja. Zdaj tle pač ni čisto tako, ne. Pač tle je ena najstnica v spredju, ki ima pač neke težave, tudi recimo nikoli ni skrivnost v bistvu, kdo je, mislim, dobro, glede njene upletenosti, to je edina skrivnost, ki je v tej knjigi in tisto, kar drži suspens. Ker nikoli nismo čisto prepričani, ne samo to, jaz bi rekel celo, da nismo prepričani, nekaj njej pač ne učita, pač poleg tega, da je pač sostorilka, skratka, da je tudi ona streljala, da je ubijala, ji učita tudi to, da je fanta napeljevala, ne? In pravzaprav jaz nikoli, tudi v knjigi nikoli nisem bil povsem prepričan, ali ni res, a veš, da ni ona mastermind za tem, čeprav recimo v knjigi oziroma v seriji že zdokaj hitro pač iz zgodbe zvemo, da pač ni, mislim, da ni ona to, da ni zlobna v tem nekem smislu, ampak v končni fazi bi bil sam njen subjektivni pogled na njeno štorijo, ne, lahko bi se vse razkrilo, skratka, da ne bom konca. Nezanesljiv pripovedovalec. Ja, to, da bi lahko bila nezanesljiv pripovedovalec. Kar deloma tudi je, ne? Deloma seveda tudi to je. Tako da to je zelo specifična. Jaz ne bi rekel, da je to pač Scandi noir, ne, zato smo tudi menjali pol fokus. V bistvu ima več skupnega kot ima nekaj stičišč z pač tem najbolj slavnim Scandi noir delom Millennium trilogijo Stiga Larssona, kjer se tretja knjiga odvija v celoti na sodišču, ampak tam medtem, ko je ona v zaporu, preden se je pustila zapret v Lisbeth Salander, tam, je ona sprožila stvari in pač ta njen prijatelj, ki se razpletejo tekom sojenja, da se razkrije, da je ona nedolžna in da je zadaj ruska mafija in pač ne vem kaj vse. V glavnem cela štala. Upam, da nismo komu za to spoilerali. No, dobro. To je že stok zunaj. Zelo stara zadeva je to. No in se tudi odvija v zaporu, tako da med sodnim procesom. In tukaj tudi imamo to, spremljamo to švedsko pač pravosodje, ampak po temah, pa po pač celem bistvu zgodbe je pa to bližje z pogovoriti se morava o Kevinu ali pa drugimi temami, drugimi deli, ki se ukvarjajo z tem nekim najstniškim nasiljem, odkot izhaja in zakaj. In je zelo dobro narejeno. Sploh knjiga, še bolj kot serija, se mi zdi, da v tem pogledu zelo v redu predstavi zgodbo in zraven vpelje tudi en kup drugih elementov. Tu je pa tudi zelo, zdaj ne bi rekel nujno Scandi noir, ampak skandinavska literatura nasplošno, da vplete not kot zelo pomembne elemente odnos švedske kulture do imigrantov, do kapitalizma in na zelo dober način, v bistvu. Ja, zelo ne črno-bel je treba reči tle. Štarta v bistvu na eni varianti, da misliš, tale bo pa, ki prav reče, da ta temna polti Denis, gledaj, noben ni hotel tega povedati, ampak on je bil dealer. On je prišel sem kot otrok, je nek begunec, ampak zdaj ga bo vrnili takoj, ko bo 18 in ni posebej pameten, ampak je ugotovil, da je to edina varianta, da preživi in pač gre čisto stereotipen fant, temna polti imigrant, ki dela in to je v knjigi, recimo v seriji ne zvemo toliko dosto o njem, ampak je pa super, pač v knjigi in v seriji pač imaš ta meni krasen odnos, kako je on pač Sebastianu totalno uporaben, dokler mu nosi drogo, ampak v tistem hipu, ko se stepe s Samirjem, in mu reče pač, da še njega odpeli ven, da mi ne bo krvavel po celi bajti, recimo. Tako pač ta odnos, ki ga imaš pač do nekoga, ki ga pač zmeri ti je pri roki, ampak v resnici ti je pa tudi tako nadležen, pač ni najbolj pač tako
tudi malo ti gre na jedra. Veš, dobro, nisem povezana z raso, ker je imigrant, ampak tudi ker je dealer, ne, ampak pač točno ta odnos, ki ga ima neka bogata, elitna družba do vseh, pravzaprav, da so ji sam tako, dokler si uporaben, si ok, v tistem hipu, ko pač prideš to uporabnost, pa bi šla v neko družabnost, pa si sam tako fuck off, 5 stran. Ni to osnova kapitalizma. Ja, no mislim tako. No in potem tudi ima vmes na sred knjige, ki se spominjajo eno predavanje, da so imeli v šoli neke pomembne ekonomistke in potem se tisto predavanje hijackne Samir zato, da postavi ključno vprašanje glede kapitalističnega ustroja švedske družbe in potem je zelo dost pove reakcije vseh odraslih, ki so tam, da so ne. Ampak dejansko postavi zelo pomembna vprašanja o tem, pač, kdo plačuje davke in zakaj. In kam to vodi, da pač srednji razred, če ga obdavčiš, namesto da bogataše obdavčiš, bo srednji razred začelo motiti to, kam grejo davki, torej za imigrante prej, kot pa če bi obdavčil bogataše. No, en kup stvari, ki jih noter mimo grede vstavi, ki so dejansko se mi zdele boljše razdeljene, kot pa ta osnovna tema, zakaj bo šel en srednji šolec pobiti svoje sošolce. Lahko bolj... To me zdaj zanima. Ker zato je 2017 ali 2016, da je to ona napisala. Ja, mislim, da je dobo in nagrado 2017, tako da po mojem vsaj 2016 moral iziti. No. A bi ta roman lahko bil posledica v bistvu kao tega dogodka, ki je bil v Norveškem, ki v bistvu ta skandinavska zgodba se zelo zasukala z Breivikom, kao ta pokol. Ja, mislim, definitivno nek odmev vsekakor je, čeprav pač tle nima toliko političnih, po moje bolj povezano. Zdaj sicer se ne spomnim, ali v Skandinaviji so imeli, mislim, da so imeli tudi nek šolski pokol na srednji šoli. Meni se zdi, da so one ena redkih, vem, da sem to enkrat bral, da pač ni samo Amerike, ne, mi imamo pač to zaradi razvpitosti in tega, imamo zmer to v glavi, da je samo v Amerike, ampak ni, ne, tudi druge se dogajajo in mislim, da je bil en tudi v Skandinaviji, ampak če tudi ni bil, pač jaz mislim, da imajo bolj tako, jaz bi prej rekel, da prej kot z Breivikom, imajo za temi srednješolskimi pokoli v Ameriki, kaj jih gledamo. Ker Breivik primer je vseeno specifičen, ker gre res za to totalnega desničarja in pač to neko ideologijo pač proti priseljencem, kar tu ni čist, pač ni tako, ne. Tle pač nima nobene veze s tem, razen da pač pokaže še to napetost, pač tako. Ker meni, kar je tle pač knjiga pač res odlična, je tudi v tem, kako pokaže pač tega Sebastiana, za katerega pač vemo, da je pač morilc, da je pač on tisti, ki je streljal. Ja, to pa zanima, kaj je njega, veš... Ja, no, sej dobro, gled, tle v seriji smo to videli, v knjigi tudi, mislim, da se je precej podobno, tako da tle ni nekih velikih razlik med knjigo in filmom, razen da so mogoče eni detajli, mogoče mal izpostavljeni, pa to bomo še tudi kako rekli, pač razlike med knjigo in serijo so meni fenomenalne. In to se mi zdi, da je en šolski primer, če preberete najprej knjigo ali pa pač gledate serijo najprej. Skratka, dajte oboje in primerjajte, ker je noro. Meni se zdi toliko dober, kako so Skandinavci, mislim, kako režiser in vsi ti, kako so skužili in pobrali z knjige točno tisto, kar so rabili in čist drugače razporedili elemente. Ampak zdaj, da gremo se o tem še bomo, ampak da pač povem, Sebastian kot glavni onak, oziroma kot glavni morilc ima pač to neko očeta, ki ga absolutno on ne zanima, skratka njegov otrok ga ne zanima, ima starejšega brata, ki je pač uspešen, študira v Ameriki in je pač fotro ljubljenček, on pa pač kot mlajši, ki radžura, ki pač nima neke prihodnosti, ki ga šola ne zanima, totalno fucking razvajen otrok, ga pa pač oče odriva stran in je to en catch-22, ne, pač oče ga odriva stran, ker je pač takšen, ki je, on pa je takšen, ki je, ker ga fotor odriva stran, tako da imaš le pač neko in imaš to zelo dober prikaz te sodobne pač neke elite, ker je pač fotor biznis in vse, kar otrok pričakuje uspešnost, nič ga ne zanima, čeprav je to na majnem primeru še boljš, da Maja tudi večkrat pove, doma se ne pogovarja o ničemer pametnem. Njeno Ben fucking ne vpraša, njej daje eno tako blazno odgovornost, čez poskrbi zanj. Ljubi ga, bodi njegova, potegni ga iz sranja, pač skrbi za to, da ne bo naredil samomora. Vse preložijo na njo, zato da se starši ne rabijo ukvarjati s tem. Ne? In to se mi zdi pač ta super moment, ker res pokaže eno tako vzgojo, ki je totalno brezbrižna do otrok, in naloži res otrokom eno blazno odgovornost in Maja pač en tak prikazan, en karakter, zaradi česar se tudi ona tako
dolg sekira, valjda, da bi se vsak, ne, pač zaradi tega umora, dokler čuti krivdo, ker pač nekdo, ki prevzema nase neke te stvari in to se vidi že v njenem odnosu do Sebastiana, ne, kako pač ona prevzame vlogo njegovega fotra, pa odsotne mame in dejansko cele družbe in ga skuša rešiti pač pred tem. Ampak seveda ne zna kako, ne? Kako boš ti rešil nekoga, ki je na downward spiral. Sploh če si 17. Ja. Ljubezen pač obvisli ni dovolj. Igor, za srce si mister. Glej. Če hočeš verjeti, da je, potem tudi obstaja film, ki bo zdaj enkrat te dni na TV-u, Silver Linings Playbook, ki je od dveh človekih z duševnimi motnjami, ki se najdeta in sta srečna skupaj. Bradley Cooper pa Jennifer Lawrence jo igrata. Bradley Cooper verjamem, da lahko uspeš. Je pa tudi Jennifer Lawrence. Okay. Ona je dobila celo Oscarja za to vlogo. Ja, kar je še kar bedno, ampak. Zakaj? Mislim, ker ni dobila za Hunger Games? Lahko bi dobila tudi za kaj drugega, ampak ta film ni neki, ne vem. Za mistiko. Winter's Bone bi morala dobiti. Ja, recimo Winter's Bone, tam je bila fenomenalna. Samo mogoče je bila premlada, ker tam je bila, ni bila premlada. Tam je bila prvič, da je neko vlogo resno dobila. No, moving on. Drugo vprašanje. A ni to super, kako Mito prevzema vlogo tistega, ki ve? Sam zaradi tega, kar ne ve. Ne, jaz prevzemam vlogo iskreno radovednega občestva. Lepo. Ta forma me zanima, ne? Forma sojenja / flashback. Ker to smo že nekje videli, pa imam par primerov, pa me zdaj zanima, kaj je vajen komentar na to. Je učinkovito, neučinkovito, kak je to? Mislim, ker ponavadi jaz imam odnos do flashbackov, predvsem v vizualnih medijih, film, serija, sem zelo odklonilen do tega, ki mi je tako bleh. Ampak, a dela, a ne dela? Ja, ampak tle je osnovni glednik, tle brez flashbackov ne gre, ker če bi tle imel res linearno, bi pa res bila čist druga storija in tako. In tle je pač... Ne bi bilo te osnovne skrivnosti. Ja, je suspenza ni, ne, tako da mora biti to. Je pa res pač tle ta prva razlika med knjigo in serijo, ne. V seriji pač imaš, začne se v bistvu, tako kot knjiga v bistvu z pokolom, oziroma zelo tako opisom, zelo pač wake, pač ni ravno opisano, ne, tudi v seriji vidimo pač kri, neki dele teles in tako, pa njo na koncu, ne, ampak v seriji pač jo zapelje v zapor, začne odvetnik obiskovati in ta njena štorija v bistvu tam se začne, ne. Samo sojenje je na koncu. V knjigi je pa sojenje od začetka, ne. Se začne sojenje. Prvi dan sojenja se začne knjiga. In je potem tam tudi ona na sojenju opazuje in komentira stvari, ne, ker prvi flashback jo sproži, da ko je bila že enkrat na sodišču, ko so šli z razredom pogledati, pač, kako to zgleda, ne, pri državljanski vzgoji ali kakoli na zgodovini. Tega tam ni, ne, ampak prav tako in potem tisti primer, ki so ga takrat gledali, so se odločili tak pa tak, zelo preprosto, kaj bojo pa zdaj glede mene, ko sem najbolj sovražena oseba na Švedskem, ne? Kaj bojo tu zdaj naredili, se bojo jasno, da me bojo obsodili. In ti takoj daje na pričakovanje in ene stvari, pa sploh ne veš, kaj se je zgodilo še na tej točki. In zelo v redu gredi na tem, na teh flashbackih ti spoznavaš like, preden ugotoviš, kaj se je zgodilo z njimi. Ti ful dolgo ne zveš, kdo so bile žrtve. V bistvu čist natančno, razen za učitla, ki pač se si bolj manj zasluži. Za svoje pokroviteljstvo se je kar zasluža. Ja, dobro, v knjigi je še to bolj izpostavljeno. V seriji ni to, se mi zdi, v seriji je bil meni zgledal dokaj skrben pač učitelj in tako. Tam pa, no, to je tudi en ful dober, stvar pri knjigi, ker je narejena toliko iz njene perspektive, dobiš tisti najstniški pogled na svet, ki so odrasli annoying in pokroviteljski, ne znajo vzpostaviti komunikacije in imaš učitla, ki je pravno navdušen, dajmo izboljšati svet, iz vaših umov bom zgradili Novo Švedsko in tak dalje, lepo. Do pač onega, ki je prasec totalni njegov fotor, njeni starši, ki pač so zelo malo meščanski, v bistvu so super bogati za naše razmere, ampak tam so še ne toliko primerjavi z ostalimi. In
In te ene odnose zelo v redu vzpostavi in naredi, v bistvu karakterizira like tudi skozi to. Sploh, ker ona ne pade na vse te pokroviteljske fore, za razliko od Amande pa Samirja, njena prijatelja, ki dosti bolj sodelujeta pri tem svetu odraslih. Pri flashbacku še me nekaj zanima, ker v seriji sem videl čist zelo na hiter, da v bistvu so razdeljeni po neki barni schemi, čist z vizualnega pristopa. To je meni iz nekega razloga ušlo. In da v bistvu tam, kjer je njej sodijo, čeprav razumem, je vse malo bolj, so barve bolj mutane, so bolj zadržane, vse malo bolj temno, bolj skoraj da monokromno, medtem ko flashbacki so pa bolj barviti, bolj spominski. Tisti, ki so poletni, kjer so srečni, so bolj barviti. Pa jaz mislim, da tudi, kjer so bolj celoviti, a ni tako? Ne. Mislim, ker imaš, njena zgodba z Sebastianom, je v seriji, se pač dokaj kontinuirano, so večji kosi spomina. Medtem ko na svojem se mi zdi, pa so res tisti flashbacki, ki imaš tako res par sekund včasih celo, in da je mogoče v tem razlika bolj. Ne, pa definitivno tudi v poletju. Seveda, pač je tudi v več barv je poleti in začne se štorija njuna romanca, se začne poleti in jesen je še vse v redu, še imajo tiste divje zabave, pol pa, ko je pa jesen pa zima, pa gre navzdol in potem naslednja pomlad, ko pride, je zelo temačna. Ja, ker sem bral eno recenzijo, sem bral, da v bistvu se lahko prav loči potem, ker pač ti spomini so nekako še neomadeževani z dogodkom, medtem ko pa pač sojenje je pa že teža krivde in vse, in da je tam pač barvna schema temu primerna. Ne pa tudi tak je, da potem po novem letu, ko je pač pomlad spet, ona dva ne hodita več ven, sta ona dva bolj ali manj not zaprta in potem avtomatsko zgubiš vse te barve, ki si jih imel na začetku z Mediteranom. To je spet mogoče v seriji malo manj podaril, v knjigi je dosti bolj opisano pač ta njegov Sebastianov pravzaprav vedno hujše zapiranje. V seriji je to bolj nakazano, se mi zdi, da ni to, pa pol iz pogovorov zvemo in se mi zdi, da kar sem hotel že pri flashbackih, še kar mi je bilo fenomenalno in je razlika med knjigo in serijo zaradi tega, ker ko imaš ti flashbacke v knjigi, pravzaprav spomine nazaj, ona s tem pojasnjuje stvari, ki jih slišiš na sodišču. In ti daje, v bistvu v knjigi imaš ti več čas feeling, to je resnica. Medtem ko v seriji je pa v bistvu so flashbacki že od začetka in jaz sem imel več čas občutek, da to ona pripoveduje odvetniku. In da pravzaprav, da vidimo te flashbacke, zato ker ona govori štorijo, ker mi pravzaprav nikoli ne vidimo, kaj ona pove odvetniku. In iz tega razloga mi je zelo zanimiv pol ta preobrat, ne bom pa zdaj povedal kaj, ampak na sodišču on kar ve, kako je Sebastian bil do nje, recimo. Čeprav mi tega na nobeni točki do takrat nismo zvedeli, kaj se je zgodilo. Na eni pač po eni zabavi, oziroma po njenem rojstnem dnevu, kako je pač on tam reagiral. In se mi zdi to pač zelo dobro narejeno, ker več čas imaš občutek, to vse to ona pripoveduje, celo zgodbo me je povedala, pa pol še na sodišču še ti dobiš nekaj. Kar sem pa hotel, pač te bom malo z knjige, da jaz bom bolj promoviral knjigo, ker pač ne samo zato, ker je moja matična naša hčerin. Nek zvočni efekt rabimo za to, ali še bere snije, nek triangelček. Skratka, kaj bi hotel povedati, je pač ta razlika med serijo in knjigo, je pač ta, da tle, ona sicer ene stvari pove v seriji in tako, ampak seveda ne more to skriti, pač hvala Bogu se niso odločili za glas v offu, ki komentira dogajanje, ker to bi bilo too much. Ampak pač, koliko je knjiga, recimo, meni najboljši deli knjige so mi pravzaprav točno to, kar je Igor rekel, pač njen point of view, njeni komentarji pravzaprav sveta. In bom prebral tega o Amandi. Pač kako jo opiše in kako v bistvu v enem odstavku ti pove o njej vse in ti jo v bistvu karakterizira za naprej in za nazaj. Skratka. Preveč bi poenostavili, če bi rekli, da je bila Amanda plehka. Seveda ne bi mogla honorarno pisati kolumen za resen časnik. Menila je, da je zatiranje grozno in da je rasizem grozen in da je revščina zelo grozna. Ko je čemu pritrdila, je zajecljala in ponavljala prislove. Ful dobro, čisto drobčkano in super duper super. Tole zadnje je verjetno kar potrojitev. Njena stališča o politiki, enakosti in pravzaprav vsakem drugem vprašanju, ki vam pade na pamet, so temeljila na 3 oddajah in pol raziskovalnega poročanja, ki jih je gledala in jokala ob njih. In ko je na YouTubu gledala posnetke najdebelejšega moškega na svetu, kako prvič po 30 letih stopa iz svoje hiše, je rekla: Pst, ne zdaj, gledam poročila.
Skratka, en tak pač res krasen opis pač neke sodobne mladine, pa neke elite, kjer jim pač res tako živijo pač v neki vati, a ne, tle so vseeno zelo bogate starše, imajo to balončki, ampak seveda ob revščini jokajo, ob neenakosti so tako, ampak kako hitro, ko je Igor omenil, kako hitro pride ena ekonomistka, pa se mi reče, kaj pa to, a ne davki, pa to, pa so vsi, ne, to pa sploh nič ni vzrok za to. Tako, nek švedska great again. To me je zanimalo, kako se je tebi zdelo v knjigi, ki gre ona do Samirja, je opisano, ona je v getu, grafiti so, pepper spray drži v roki in ga stiska, sumi, da jo nekdo zasleduje in potem gre tja in pride do njihove bajte in pravi, da je čisto vseeno, kako gleda, ampak da je tu pač vse res razfukano in pride do njega in pač imajo tako, ko imajo zelo tako, dobiš eno idejo tega, kako bi naj izgledalo stanovanje arabske imigrantske družine v Evropi. V knjigi je tak, v seriji je ona na čisti brezmadežen vlak, gre ven na postaje, ki je to je vse na Švedsko. Se sprehaja po ulicah, ki so široke in odprte, pride do bloka, ki izgleda lepše kot moj blok, ne živim čist. Igor, ti živiš v Skandinaviji. In gre v stanovanje, ki je odprto in ogromno in prostorno in svetlo. Ali je tu problem, da sem si jaz, mislim, tukaj vidim zdaj več opcij. Ali ona v knjigi, njen lik, ima ene predsodke in v bistvu vidi stvari, ki jih tam ni in se boji imigrantov zaradi poročil. Ali pa imamo mi predsodke glede tega, kako bi moral geto izgledati in v bistvu izgleda geto tak, da je lepše kot Ljubljana. Ja, tle ti jaz, težko ti pomagam, nisem še bil tam. Ja, ampak je super vprašanje, meni se tudi zdi tako. Drugač pa se Igor, se tudi ti migrant, kaj te nekaj. Pač Štajerci v Ljubljani, to je geto. Mi smo kupili Kino Bežigrad. Ena prijateljica moja, ki je iz Bosne se preselila v Ljubljano, je potem spoznala enega Šveda in sta bila nekaj časa skupaj. In njegovi starši so bili nepremičninski posredniki. In ko jim je ona omenila, da pač v Bosni, odkot prihaja, v tisti mestu ali vasi ali kjerkoli, so v ulici pač bajte, ki so razturjene še vedno, let po vojni, so bili oni čisto šoku, zakaj sosedi tega popravijo, se jim vpliva na vrednost nepremičnin celotne ulice. In je bilo tako prav, ne, niste z istega planeta, ne bomo šli še po možnosti miniranih bajt, kar zdaj obnavljati tam. In tudi tukaj, je bil on v Ljubljani, je bil malo presenečen recimo nad Rogom, ko je šel mimo, zakaj dovolimo te grafite, ker pač obvesli znižajo vrednost okoliških nepremičnin. Vsaki grafiti. Fuck off, ta kultura. Sorry, ampak v Ljubljani res ne rabimo še višanja vrednosti nepremičnin. Že to je. To je bilo dobrih 10 let nazaj. No, tudi takrat nisem rabili. Mislim, sorry, jaz sem bil študent, tako da takrat si nisem mogel privoščiti, zdaj splača si sicer lahko, ampak vseeno ne tega, kar bi si lahko mogoče marsikje drugje, celo v kakem Dunaju, na kakem Dunaju pa... Ok, tu je pa itak. Pridite v Škofjo Loko. No, to je zanimivo. Je tudi razlika, je ena rahla razlika med odnosom med Samirjem in Majo v knjigi in Samirjem in Majo v seriji. Pač tle imamo, jasno je od začetka, pač vsakemu butlu, razen Maji, da je pač Samir zaljubljen vanjo. Že od začetka, tudi v seriji, ko on pride Sebastian prvič v razred in se predstavi, je takoj ta napetost med Samirjem in Sebastianom in veš, da ni sam zato, ker je pač bogat, pa migrant in pač imata to. Je pač ta napetost, da on Samir takoj opazi, da je pač on njen majn fant in tudi takoj vidimo, da je med njima neka simpatija. Ampak v knjigi se mi je zdelo dost manj jasno, da je Samir zaljubljen, da je v resnici zaljubljen vanjo. Se mi zdi, da v seriji je bilo tako prikazan, v knjigi pa da mu je simpatično in tako, ampak potem, ko ona dva spita skupaj, ko pač prevara ona Sebastiana, v knjigi nekako se on takoj od nje odmakne, pač potem ugotovi, da pač ti si še zmer z njim, očitno pač sem ti jaz bil sam za
eno noč in ni videti toliko prizadet, v seriji je to precej drugače. Tam v seriji imamo vendarle feeling, da se on tudi skuša maščevati na nek način Sebastianu, ne? Zato ker pač on pač ima njegovo žensko oziroma pač njegovo ljubezen in tako. In v knjigi je tudi precej bolj jasno, da je pač da si Maja želi Samirja bolj kot Sebastiana. Ne? V seriji mislim, da je zelo dvorezno, no? Zelo nekako ne veš, misliš, da še ona precej koleba, vidi se, da je pač Sebastian ima neko, bi rekel temu, primitivno privlačnost ali ne vem kva. Ja, ta srednjošolsko tragičnost. Ja, res ta zaljubljenost, pač, da ne more od njega, veš, pač rada bi, ampak po drugi strani ga tudi ne more kar tako pustiti. Medtem, ko Samir ima pa neko varnost, je inteligenten fant, pač čuteč in ne vem kaj vse. Ne, v knjigi, če tudi kapijan je budala, no, ampak to smo menda vsi. Jaz ne. Igor, to si bomo zapomnili. Vsi zelo malo pijem za to. Ok, tle bomo mogli to režanje malo stišati. Ja. Pardon. Ja, se v knjigi ful opisuje, kako ima on lepe oči in take stvari. Pa manj drugače je opisan, kaj tam. Ja, tukaj ne vidimo tega, da bi ful strmela vanga ali karkoli takega. No. Ja. Kar tam dobimo. Misliš, da so polo v seriji skušali komentirati neko zopet aktualno družbeno-politično stanje? Ne, niti ne to. Sem pač se mi zdi, da so malo v seriji pač hotel bolj, mislim, tudi je vse več hitreje, bolje kondenzirano, bolje vse tako ekonomično in so pač hoteli ene stvari malo bolj poudariti, no, kot v knjigi. Pa v knjigi se pravi, veš, problem tle je nekaj tle, Maja res v seriji, pač igralka je tudi zelo dobra, ta punca, kdorkoli pač že je, bom prebral. Ja, mislim, njena prva večja vloga in zelo je mlada. Ja, ampak in zelo dobro je odigrala. Mislim, ker ima, veš, svet imaš tako Hannah Arden, je. Veš čas imaš tako, jaz sem tudi včasih pač tako, ko imamo vsi, ki nismo najstniki, pa imamo te predsodke do najstnikov, da so res tako fucking težko jih je včasih skužiti, no. Tako so res en zid, pač ne moreš točno in ona je res tako, ne veš od začetka, ali je res žal ali ni žal, kaj je z njo, a res čuti, a sploh fucking razume, a veš, kaj je ona od začetka, kje sta mama in oče, jaz bi šla domov. Ne moreš domov, ženska, a veš. Pač tle si aretirana, a ne kužiš, da pač, da si obsojen, da te hoče obsoditi za umore, da pač zraven si bila karkoli, pač deluješ zelo nedolžno, ampak mogla bi se zavedati, da pač kljub temu, karkoli misliš o sebi, in ne bomo spoilali konca, ampak pač nisi, pač tle si neki, kot da ne šteka, veš. Več se imaš feeling, kot da ne šteka, ima ves ta zid in dobro v seriji se zjoče se pač na sodišču, pa je nepakrat vmes čist se izmeša oziroma čist popusti, ko je kaže one fotografije, ne vem kaj. Ampak ja, a veš, v knjigi pa vse imaš tega njenega notranjega življenja in malo več zveš o njene. V seriji tega ne moreš ti prikazati, razen da bi res imel ti komentarje v offu in ne vem kaj. Nimaš toliko tega. In tudi njena ta ljubezenski odnos do Sebastiana je pač tako, njo on impresionira, ker valjda je bogat, pa je najbolj zaželen fant v tisti celi soseski in tako prireja nore zabave, pač tako kot v teh ameriških filmih, oni bi sam moral bi še igrati ta ameriški fuzbal, sem pač švedi tega ne počnejo. Omenjajo sicer Zlatana Ibrahimovića. A res? Ja, ali nisi v seriji? Nisi pogledal serije? Tudi serije nisi pogledal. Jaz sem tle res v surogat iskreno radovednega občestva. Ja. Seveda Zlatana, meni se ne morajo brez. Ja. Kak ne, če on je za Amerike, seveda lahko. Zato, ker je napisal autobiografijo, ki je nisam napisal, ampak ja, ena najbolj znanih knjig švedskih. Je vseeno, jaz sem Zlatan. Se ni na švedski samo Zlatan, a Ikeo pol tudi omenijo. Ja. Omenijo, da je... Halo, Miča. Product placement. Kva, pa še vsi imajo imbuse v žepi. Klaes Fagerman, da je edini, da je drugi najbogatejši Šved, edino lastniki, ki je bogatejši od njega. Ja. Naci premoženje in te stvari. Lov. Valjda, da omenijo Zlatana. Omenjajo tudi serije, v knjigi so dosti, mislim, v seriji niso omenjene, druge serije v knjigi pa so. The Walking Dead omenijo, ona gleda žive mrtvece. Če kaj še pol gleda, vem, da še manj. Ja, poslušajo Ariano Grande in tudi povedno. Te stvari.
Ja, Mito. Meni ni všeč Ariana Grande, sorry. Mislim, da ti ne more biti, če nisi najstnica. Ja, ne vem. Glej, to je tako, da bi odrasel človek v začetku 90-ih rekel, meni pa New Kids on the Block niso všeč, ja, obviously. Hvala Bogu. Za najstnika sem 5 let prestar. Okay, meni je Ariana Grande še kar ok. A res? Res? Zakaj? Ne vem. Ni tako slaba, kot se kakšni drugi bendi. Okay, to pa je pretty low bar. Ne? Je pa no, dobro. Še kot si Darta, ni glih zdaj. Ne? No, to res. Čeprav. Ja. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Ok, a gremo. Jaz mislim, da smo tole knjigo pa to obdelali, zdaj omenili smo že nekaj. No, naj se vam zahvalim v imenu iskreno radovednega občestva. Knjigo bom vsekakor prebral. Torej, podobne štorije. Zdaj pa ti povej, ti si gledal, zdaj, ko sta mi formo povedala, ne? Veš, kaj na mene to spomnim? Reader, Kate Winslet, ta naci varianta, ki tudi ta sodniška fora začne. Začne se pa potem pregovarjati. Mislim, to me zelo spominja na to, no, pa vem, da me je ta film zelo odpihnil, no, po tehle zgodbah. To pa seveda, ja, we need to talk about Kevin, ne? Ja. Ki si sam omenil, ne? Za tisti film. Si bral knjigo? Ne, knjige nisem bral, mislim, vsej tak, moram reči, da že sam film je bil toliko šokanten, da ne vem, če bi se rad spustil še v eno nočno moro preko črk, ne? To mene dosti bolj traumira, kot pa, ne vem, slika ali pa film. Zdaj, pri Kevinu je zelo učinkovito v bistvu prikazano, se mi zdi neka ta spirala v ponor, ne? Pa nemoč matere ubraniti sina pred res totalnim zlom, ne? Ker zato ne vem, koliko se v bistvu Maja, ne, skuša truditi, pa na kakšen način truditi, ne, da v bistvu obrani Sebastiana pred eskapado, ne, ali kak. Ker v Kevinu je pa tak očišče matere, ki je pa res totalna nemoč prikazana, ne? Ampak po drugi strani pa tale kako ne rečem, brezpogojna ljubezen, ki jo ono izraža do Kevina, ne? Kljub temu, da je videl, da bi se Kevin je očeta pa bratca umoril, ne? Sestro, ja, seveda. To pa ne vem. A so, mislim... Ona ne sluti, kaj se bo zgodilo, dok se ne zgodi. In ona ga proba, mu reče vsake toliko, če se ne bi drugiral, lepo prosim, pa on reče, odjebi. Zvečer je on top. Ne bom, samo še eno. One more. Ja, in v bistvu mu proba tudi razložiti, da fotor ni cool, ker on še vedno pač idealizira svojega fotra, ampak to tudi ne pride skozi, dok pač pride do obratno. Ja, mislim, vse idealizacija fotra je hujša, ker on ga res ne obsoja, ne, in pač so svojo vrednost črpate v knjigi, tudi ona zelo dobro pove. On vrednost črpa od fotra in ko ga fotar zavrže, v bistvu je on totalno brez vrednosti, ne, on preprosto ni več človek. Drugač pa ja, ona pač ga skuša bolj obvarovati pred samim sabo, pač nima te ideje, pač on vse deluje zelo suicidal, ne, pač Sebastian, pač ko da pač vse ti žuri in to je sam totalna pač gon po smrti, ne, pač sam grem, do konca bom se zgonil in bom pač sam, da umrem, ne, tako da to. Kevin v bistvu deluje v kontrastu s tem, ne, v bistvu Kevin ima celo politično sporočilo. Ja, ampak Kevin je kot da manjko empatije, ne, on je psihopat, sociopat, ne, ki mu nič ne pomaga, ne. V bistvu on se sam iz enega zlodejstva spušča v drugega, v bistvu nima nobene refleksije, nobene empatije, nič, v bistvu sam zapopada, ne, medtem ko Sebastian zdaj deluje v bistvu dosti bolj vklopljen, no. Ja. Definitivno ni zgodba o psihopatu. V bistvu, če je tukaj psihopat v tej zgodbi, je to njegov fotor. Ne Sebastian, kaj šele Maja. Medtem ko v Kevinu je pač Kevin. Ja, pa dobro, tudi to zdaj vidim razliko, ne, da v bistvu očitno ima Sebastian neke povode, ne, za to, kar je, pa kar je storil, ne. Medtem ko Kevin pa v bistvu niti nima nekega hudega vzroka, ne. Ne, tam čisto... Kevin, jaz sem sam doma. Ja, pa drka pri odprtih vratih. Ne, čisto takoj ti pokaže, da sploh pri filmu, da kakršnakoli debata vzgoja in genetika je čisto na genetiki. Kevin ne joče kot dojenček in ona strmi van. In to
zelo jasen indikator, da je nekaj narobe s tem otrokom. Ne. In mogoče bi ga lahko z drugačno vzgojo nekako spravili z tega, ne v psihopat, ampak ne uspe jim čist. Tako da ja. Drugače tole gospod, ki je napisala, pogovoriti se moramo o Kevinu, ki je ime Lionel Shriver, so ful kritizirali. Zato, ker ona nima otrok. In, to je še kar grdo od nje. Grdo od nje, da ne more razumeti, da bi lahko bili otroki taki in ona pač vsem pravi, da naj odjebejo. Nekako. Edino prav je. Mislim, to mi je pa res. Ampak to je največji kliše, to je stok sovražen tudi v filmih, ko je tako, ne vem, ugrabi otroka in pa policist da roko na ramo in reče, gospa, se vem, žal mi je. Kaj? A imate vi otroke? Ne, pol pa ne veste, kaj počutim. Sorry, ker sem človeško bitje. Ne, jaz to vem iz mojega osebnega življenja, če ker nimam otrok, pol pa vprašaš, kaj pa sta malima, pa mogoče, veš, imaš miniaturno pripombico na vzgojo, te pa, lej, Mito, ti tega ne razumeš. Ko boš imel svoje otroke, jih boš tudi ti razvajal. Nekaj se sprašujem, ko starš postaneš, a ti v bistvu empatija, nasploh življenje onkraj tvojega otroka odpade, ali kaj, ne vem, ker se komot lahko vprašam, kako se pa on počuti, ali pa levo desno. Ne vem, kot star sam čutiš ti to simbiozo s svojim otrokom in takoj veš, kako se on počuti. Tako da, ne vem. In ne rabi spraševati, to je beyond words. Tako da, ne vem, please no hate mail. No, drugače, pogovoriti se moramo o Kevinu, je briljanten film. Mislim, še boljš kot knjiga. Lynn Ramsey je najboljša režiserka, ne glede na spol, kar trenutno živi. In ta film je ena njenih mojstrovin, vse so vsi njeni filmi mojstrovine. Če še niste pogledali filma, pa pač vas res ne moti, da se boste po koncu filma mogoče malo bad počutili, si pogledajte, pogovoriti se moramo o Kevinu, ker je res hud film. Tako da ja. Kaj še potem omenimo? Elephant. Ti si še Elephant. Van Santa. Jaz Elephanta nisem, priznam, da nisem pogledal. V redu film. Pač pokaže ona dva mulata, hengata naokrog, se menita stvari, pol pa greta pač shooting izvest. Malo tudi do teme je razminjen njegov film Jerry, pač dva tipa, ki hengata in pol se na koncu zgodi nekaj šokantnega. Mogoče Jerry malo priprava na tega slona. Pa lani, ali predlani, je bil še en film francoski Nocturama, ki je pa bil ena skupina ljudi malo henga in potem grejo in izvedajo nek mass shooting in pobijajo en kup ljudi in potem grejo nazaj v sobo in henga in čakajo, da prije policija in policija pobije in to je to. Zelo efektivno. Kar straightforward. Ta film Nocturama, jaz nisem celega uspel gledati, ni me posebej prepričal, pa kritiki so bili čisto what the fuck, nič ne razloži, kaj je njihov vzrok sploh. To je dekadenca 21. stoletja. Ja, ampak čist nič nima povedati o tem, zakaj in kak in to. Mogoče se to zgodi, če gledaš na YouTube debele ljudi. Drugač pač, seveda, Bowling for Columbine, oziroma pač ni film, ampak je dokumentarc. In glede tega, mogoče imam jaz eno vprašanje, Mito, zate, da ne boš sam ti spraševal skozi, pa ki si strokovnjak za vse lovske zadeve. Tle, kar vidimo, pač nikoli ni postavljeno, pač ona dva ne ubijata z AK-47, ne vem kaj, nimata dostopa, je pa vseeno, Švedska je lovska država in ona dva pač pokaže tudi serije in tudi v filmu pač sta lovca, pač njuna familija, detki so lovci in tako, in ona hodita pač na lov z njimi in na koncu pač uporabljata pravzaprav neke lovske puške, zdaj jaz nisem strokovnjak za to, ampak koliko vidim, da so pač neke lovske puške in je pač ta fascinacija, mislim, s tem pač ni to, da je na Švedskem orožje toliko aksesibilno, to je bil pač Bowling for Columbine in to je problem Amerike, kjer ti res lahko kupiš KitKat in zraven še AK-47 dobiš, ker si pač 10. kupec tisti dan. Ampak tle je pač pa jaz mislim, da vseeno mogoče, ne vem, če to problematizira serija ali pa knjiga, ampak vseeno pa postavljam neko rahlo vse vezo med lovstvom, pobijanjem živali in pobijanjem ljudi. Recimo ti, kaj ti misliš o tem? A je poanta lahko tudi to, da pač nekdo, ki
brez problemov, ker nima nobenega problema ubiti žival, da pač ga to do neke mere pripravi na to, da lahko ubije. Posebej, če je to najstnik, ne, ti moraš vedeti, da recimo Maja, ki grejo na lov, še ni 18, to naj vmes praznuje in tako, se pravi, je mladoletna in jo takoj postavijo neko fascinacijo nad orožjem, nad smrtjo. In tudi, ko je 18 starej dedek, da denar za to, da tako, dobi hunting lovsko, license in si puško kupi. Ja, štekam. Zdaj, preden odgovoriš, bi samo, vidva ste zelo dobro poznate in je razlog, da si postavil to vprašanje Mitotu, ampak mogoče poslušalci bi zdaj mislili, ne vejo, da Mito slika samo lovske motive na slikah. Mito ni lovec. Ne, jaz nisem lovec. Z tega stališča vedel. Mito ni lovec, Mito je fasciniran nad lovci. Ne, sem še slabši. Da poudarim, moj dedek pa stric pa po materini strani družina so lovci in jaz sem odraščal v tem okolju, ne zgolj, sem pa bil del tega. Ne? In štekam, kaj začneš vprašati, zatem pa tako rekel, osebno mislim, da ubijanje na ta način, predvsem z lovsko puško, ki je namenjen, pa lovskim projektilom, ki je namenjen k razpršitvi, da je čim večji šok. Kaj je lovski projektil? Lovski projektil, torej metek, je drugačen od vojaškega. Vojaški metek je namenjen za to, da te ohromi in je v bistvu celovit, ko prodre skozi tebe. Tako da v bistvu ni namenjen ubijanju per se, ampak namere, če te v ramo zadane, ti gre skozi tebe. Lovski metek je pa drugačen, se pa razprši in povzroči čim več škode, zaradi, in tu zdaj imam zbani zajčki narekovaj, zaradi humanega šoka, ki ga žival utrpi in čim prej umre. Tukaj moram dati podčrtaj, ubijanje z lokom, tukaj mislijo eni hipsteri, da je pač full cool, pa nekaj levo desna je najbolj grozna stvar, kar lahko počneš kot lov. Res nekdo hodi... Američani so to, taki norci v Srbiji, imaš tu take variante. Pa ni hokaj poleg. Ne, če bi vse hokaj bil, on bi mislim, da lahko vse, veš. V Ameriki to izhaja ne iz hipsterskih, ampak že odprej, da Indijanci so lahko in potem, če Indijanci lahko... Pol lahko tudi... Ja. Indijanci, ko so dobili puške, so rekli, ma kva ja streljam tale šit z lesom pa kurami na repo, razumeš, če lahko streljam z metki. Tako da to je bullshit. Kar se pa tega tiče, jaz mislim, da lovci se do neke mere tega zavedajo, sicer mislim, da to ni učinkovito, ker jaz mislim, da moraš imeti manjko empatije, da ubiješ neko živo drugo čutečo stvar, ali pa bitje, ali pa gremo še celo na specizem, bivajočo bitje na temu planetu, ki je čisto enako vredno nam. Na tej točki menimo, da je Mito vegan. Pasivni. Ma pa lovstvo vse v tradicionalni obliki določene mehanizme, se meni zdi psihološke, da se tega malo brani. Ker naprimer pojem trofeje je namenjen za to, da kao tebe poveže z tvojim plenom. Naprimer jaz za svoje delo lahko kupim kosti ali pa rogovje ali pa kože, naprimer, in temu lovc ne bo rekel trofeja, ti skupil trofejo, kaj delaš to trofejo. To je pač, ne vem, material. Trofeja je za lovce tisto, kar on upleni v tistem določenem trenutku in se kao nekaj zgodi, whatever, rečemo temu mistika ali pa neka magična vez, se položi zgodi se ritual z smrekovo vejico, ki se položi uplenjeni divjadi v gobec in lovc mora to samo odreti, lovc mora, veš kao rečemo temu bolj poganski ritual, ki bi naj lovca povezal z naravo. Je pa psihološki mehanizem to, kao, da te veš nekako proba nakonektati. Sicer mislim, da ni učinkovit, vse zame ne bi bil. Mislim pa, da marsikega lovca mogoče pa veš, obrani. Predtem, da bi šel krstiti. Recimo. Je pa mogoče malo konjunkture, zato reči, ker lovstvo je kar razvito. Samo v Sloveniji imaš 700 društev. No, pa s tem, da je tle res pač v tem primeru pač Sebastiana in njegovega fotra, ona vrsta pač res lovca v tem smislu, da hodita sem pobijati. Nista lovca, grejo na lov, safari in tako, nista lovca v tem smislu, ali ne, da pač skrbita za gost in ne vem. Tu še lahko samo dodam, da v bistvu mene je dedek želel naučiti lovstva in je prvi koraki tega so skrbeti za orožje kot nekaj zelo nevarnega, kot orodje, s katerim treba skrbeti, torej čiščenje, levo, desno, imeti odnos do tega, nosto v omarci z sefo zaklenjeno, potem v Sloveniji je zelo težko in hvala Bogu, da je tako, ali hvala velikemu niču, kakorkoli, pride orožje, vsi morajo imeti orožni list, to je proces, in to je nujno, tako da
naj ponovim NRA varianto, ne kao people kill people, ne, guns don't people pat, ampak če pa imaš puško, je pa ful Lažje. pomaga, ne. Ja. Ker tudi, naprimer, za kontrast z Kevinom, ne, on z lokom pobije, ne, v Ameriki, ne, mislim, se temu v filmu, ne. Ja. Tako da, ti dam, kako ne rečem, 50% štekam, ki si hotel povedati, 50% pa mislim, da so problemi, ko je res bolj psihološki. Ne? No, Mislim, se. da tudi v seriji in v knjigi je ta njihov odnos do orožja dosti v redu prikazan. Sebastian ima zdrav odnos do orožja, ve, kako mora biti shranjeno, pozna orožje, skrbi za njega, ne? Ampak posledično tudi zelo hitro lahko pride do njega, ker je lovec in imajo doma celo zbirko. Ja, samo veš to, a potem se lahko vprašaš, da je v bistvu kakšni so potem zakoni v Švedskem, da v bistvu nekdo, ki ima takšne probleme, ki bi se mogel videti skozi neke background checke, pa psihološke teste, ne, najstnik ali ne najstnik, ne, je problematično, ne. A veš, tudi če ti fotra zdaj poline pištolo v roke, v bistvu je dobro, očitno je Sebastianov fotra je res za nič, ne. Tukaj v bistvu ne pokaže na nobeni točki, da bi on imel dejansko dovoljenje, ampak je pač 18. Pa mu dovolijo, zato ker fotor pa je en najbogatejših ljudi, pa njen dedek mu dovoli streljati, ker je pač ful... Ja, tu je sicer spet razlika, ne, v seriji ona ustreli v nosrno, oziroma je jeden, pač karkoli tam stoji. V knjigi je on, ne. V seriji pa mislim, da to spet pokaže njen nek odnos, njeno neko to simbiozo, oziroma kako je ona že napol odvisna in kako njo on zelo zna pripraviti do marsičesa, pa seveda pač malo tudi dati pač neko misel, ona je lahko tudi streljala, ne zna streljati, zna ravnati z orožjem, nekaj je on pokazal, čeprav je tudi pač ima nek prizor, je dokaj tudi erotičen na nek način, ker pač on njo med tem poljublja, oziroma kaj je že. Na uhoj piha. Ja, na uhoj, karkoli, skratka, jaz ne bi zadev. Mislim, sorry, če je res zaljubljena van, jaz ne bi nad zadev, ampak ona zadane, tako da. Ja. No, skratka. Kaj je to, potem mesh shooter v Whisperer? Ja. Mislim, da smo malo zašli. Skratka, povedali smo še ene par usporednic. Kar se mene tiče, pač pogledajte serijo, sam 6 delov je, zelo kratka in meni se vseeno zdi, da je zelo, zelo dobro narejena. Zgleda džazno. No. Tudi knjiga je meni bila zelo fina, pač ne pričakovati zdaj neke blazne kriminalke. Mislim, da je to res ena ta krimič, ki ga bereš bolj zaradi opisov ljudi, pa zaradi pripovedi, kot pa zaradi neke blazne skrivnosti, no. Na koncu, ne zapade pa na koncu v nek šund, da bi zdaj se nek kabal zadaj razkril, ki kontrolira vse skozi. Začuda. Upaš do tem 2/3, da bom. Ampak ni. Eno vprašanje še vam, ker vidim, da sta full fana Skandinavara, no, koliko poslušam, pa ker sem vedno lahko samo tiho zraven, ker pač, ne, meni ni. Me pa zanima, zakaj? Zakaj je to, naprimer, pri nas tako popularno? Ker na RTV-u se mislim, da kar par teh Skandinavar variant odvrtel, pa folk tripa na to. Jaz mislim sam, da so dobre. Recimo serije, jaz nisem toliko bral. Igor, mislim, da si ti več bral? Bral sem eno par jaz nisem, veš, da jaz pač nimam pač toliko cajta za krimiče zadnja leta, ampak pogledal sem pa full teh reči. In recimo od Burn for Bridalsen sta mi pač moji najljubši dve. In meni je pač sam zelo dobro, pač skandinavska produkcija, jaz mislim, da je tako masovna po eni strani in pa žanrsko se lahko, edina, ki se lahko primera poleg britanske, no, ki se lahko primera z ameriško, ne. Recimo Burn, pa tudi, kar imajo oni fenomenalne karaktere, pač meni pri njih liki, pač recimo Most, ima pač to Saga Norén, je recimo ena najboljših detektivk, ki je napol neka avtistka, pač ima neko motnjo na spektru, kako se temu reče, pač, in je to blazno zanimiv lik, da poganja serijo cel čas, čeprav recimo je meni sam prva pa zadnja sezona sta mi super, une vmes pa mi niso tok. Ravno to je en od elementov, ki ti pol s časoma, ko gledaš več teh serij ali pa bereš več teh knjig, postanejo nadležni. Vedno bo not en lik z neko bizarno gensko psihološko neko, ali pa fizično, ali da ne vem, ne čuti bolečine in pol je full hood fighter. In vse te stvari so pol full fake, mislim, zato ker če obstaja bolezensko stanje gensko, da človek ne čuti bolečine. V večini primerov si pri 10 letih odgriznejo jezik že nekje, ker ne vejo. Ne?
niso dobri za pretepe, zato ker si zlomijo kosti vsakeč, ko se stepejo. Ne? Ampak v teh knjigah vedno imaš nekoga z nekim takim tikom ali pa z nekim stanjem, ki je dovolj eksotično, da se ti bo ampak realno, ne, da bi lahko rekel, aha, in potem je to uporabljeno na nek način, ki ni najbolj realističen in je lahko celo včasih žaljiv. Ampak naredi to zanimivo. Ne? Hkrati, kar je ful vrejo pač tele opisi njihovi in v knjigah in potem, kako je to posneto, temačnost, dolge zime, vse te stvari, to je učinkovito ful v kriminalkah, ne? Pač noir, misliš, da ta temačnost pa to, da to Slovence nas tako pritegne? Mislim, da to pritegne. Mislim, da vse skupaj. Vse, ja. Veš kaj, jaz sem bil pred par leti, ko se je začel ta val Millennium in vsega tega, sem bil recimo na Tajvanu in tam in si imel tudi Kitajci, Azijci, blazno prevajajo te knjige in to je svetovni, globalni fenomen. Je pa dosti tudi tako, precej sranja znotraj tega. No. Jaz recimo gledam zdaj drugo sezono ali že tretja Fortituda, recimo, in to je šlo v neke totalno bizarne scene. Potem sem gledal en Jordscut, ki je tudi tako pač. Že prva sezona mi je bila tako, what the fuck se tle dogaja, ki skuša združiti nek Game of Thrones, fantasy, Lord of the Rings z krimičem in si sam tako prosim, nehite. Nehite. Tudi recimo Trapped je ena boljših, no tam je ona islandska in tako. Ampak predvsem se mi zdi, da povsod je tako fulih držit, kako je Igor rekel, pač na tem enem liku, veš, imajo pač te zapite detektive, ki so mračni, ne veš zakaj, vsi so neki na pol emo, tako, kako bed je, pač Skandinavija, vse je mračno, morilci imajo zmeraj nek blazen družbeno-političen komentar, na svet sem, na koncu tudi radi pobijajo, kar tako. Pač, no. Ampak je pa vedno nekaj družbeno kritičnega not vpleteno, dostkrat kaj povezano z nacizmom. Tudi to. Kar jih zelo dobro izpostavijo. Te elementi niso plehko notranje, so zelo premišljeno. Kjer pa je problem, pa je mizoginija all over, ženske umirajo na grozovite načine, zelo detaljno. Ponavadi so ženske in otroci v skandi kriminalkah in to je pač kar zna biti sporno. No. Mogoče pa to, ta glavni element, zakaj na Slovence tudi pretekne. Mogoče, drugače pa veš, en True Detective je meni zelo blizu skandi noir scene, veš. Meni potem, kaj video napišeš, ste zdaj povedali, da meni Top of the Lake. Tudi Top of the Lake je nekaj tlam. Jaz bi recimo izpostavil tle še, zdaj če že omenjamo, pa ker smo se na to pripravljali, recimo Broadchurch kot britanska, ki se mi zdi izjemna, posebej tretja sezona, prvi dve sta v bistvu v enem primeru, druga dobro nekaj doda, ampak tretja sezona mi je fenomenalna zaradi tega, ker prvič v fokusu ni umor, ampak je posilstvo. In to se mi zdi, mislim, jaz še nisem gledal serije, kjer bi pač cela sezona bila o posilstvu. Pač kao, ni umor. Ker vsi, res se mi tako zdi, od vseh kriminalnih dejanj je zmer umora, veš, nimaš serije, ki bi opazovala rok banke, kdo ga je naredil, ampak je zmer nek umor, tle je pa pač posilstvo in je obravnavano čisto na isti ravni, kot nekaj pač totalno grozen zločin, kako je njej spremenil življenje, kako se počuti pač totalno nevarno pač v tem svetu in se mi zdi to fenomenalno. Poleg tega, da je David Tennant not in da pač kaj je že ta nova Dr. Hujka, ker sta pač izjemna igralca, pa tudi Oscarjevka, Olivia Colman, recimo. Ne? To je the best, mislim, ker posilstvo v nekih ozirih dosti bolj grozno od umora. Tle pač jaz ne bi šel, mislim, dajmo ne primerjati zločino med sabo, ampak seveda, valjda pač ti preživiš nekaj, kar je pač bil res totalno nasilje, ki ti je vzelo pač tudi lokalno imamo zadnje čase več tega žanra, recimo Uspeh je serija na HBO-ju, ki se je Balkan Noir zdevek dobila. Kaj pa Balkan Noir potem? Je pač tu se dogaja, v Zagrebu se dogaja. Pač lokalno. Topos. Zdaj je to bolj topos, kot je druge. Pol imaš ekipa Bled, seveda Igor. Kdo je ukradel Kremšnita? Jaz čakam na ekipo Maribor. Jaz mislim, da bi mogla RTV Slovenija tako delati vsako sezono, tako kot se CSI. In pač lokalno malo, veš, ekipa Maribor bi pa bila tako pač. Ekipa spodnji duplek. Veš kaj je to, ubijajo enega olimpijnega navijača.
In pol pač imaš RTV, če to poslušate, Ja. free of charge. Tako je, pa imaš pač cool dialoge, lahko pač, čuj, kaj si ti detektiv, kaj si ti z policije prišel. Čuj, le kak krvavi. A lahko probata ne mariborskega, ker imamo nagrad. Mislim, gremo boljš kot Grencem, ampak dajmo. No. Okay. Če kaj si z Hofera, kot Yes, okay. Product placement Hofer sponzorirano. No, pa Jezero se snema. To bo, Jezero je A ne, prav... snema se pa ne več, zdaj pa Ne, že posneto, se že montira. Aha. Tadej Golob je prav je rekel, par nezbotov je prebral in je rekel, to bi jaz tudi znal. In ja, Skoliko je naš Borut Pahor pogledal par Instagram accountov, pa si rekel, to bi tudi jaz znal, biti predsednik. To je. Ne, bom drugače komentiral. Tako kot en soagent, ki je rekel, kam. Vse to bi jaz pa lahko tudi doktora špilo, pa šel špilet. Ja, ima kameo v jezeru, če ga boste opazili, ko bo enkrat jezero na... Če ne bo izrezan. Mislim, da prekladno, neka trupla je tam žuko. ne, malo hodim, sem pa tja. Malo hodim, sem pa tja. Ja, lovim Pokemon. To je dobra dobra acting karijera. Je to. Ja, se. Ček, še kaj misli reči? Ne, se to je pač teh noarov, imaš zdaj dost popularni žanr, ja. In zgleda, da se ga ne bomo še kmalo naveličali. Bom še žigarka omenil. Ja. Kako pa, še eno vprašanje jaz sicer v bistvu nisem bral ta Millennium Trilogy, ampak Fincher je pa posnel film. Po prvi knjigi, ja. Vidva pa sta brala. Jaz sem prebral. Jaz nisem bral, jaz sem pogledal vse filme. Razen ameriškega, tega, ki ga meniš. Jaz sem gledal originalne, mislim, skandinavske. Ameriški boljš. Ja. Okay. Meni je bil od skandinavske sam prvi dober, ostalo je bila pa že precej boring. Unga zdaj zadnja, pa nisem gledal, ker si ti rekel, da je beden. Mislim, meni je Fincheru izjemen, ne? Meni je izjemen, pa me samo zanima, če se da primerjati, ali kaj imate komentar na to? Kaj, z skandinavskim filmom ali s knjigo, ali z tem živim peskom? Filmom in knjigo, evo, ajde, hitro. Okay, življenjem sploh. Knjiga pa švedski film sta zelo podobna. Fincher je naredil par manjših sprememb, ki so načeloma pozitivne. Ful je višja produkcija, ful je več simbolizma noter. Čeprav so Švedi vredno naredili, recimo imaš take felere kot to, da tam ona brska po arhivih, ki so fizični arhivi iz 60-ih in v švedskem filmu so sami novi listi, čist sveži iz printerja glihkar. Ja, nobenih nikoli ni pogledal, Igor, imajo pa oni zelo dobre arhive, pa ohranijo materijale. Recimo en kup takih stvari zmoti film, ampak to, kak kamera dela, pa svetloba, pa koliko vredu ona igra, to ful gre. In v ameriškem filmu pa je pač tale production value. Čak, ameriške se dogaja v Ameriki, domnevam, in je ona američanka, ali je tudi tam kvazi se dogaja, pa skandi. govorijo angleško, pa nekdo švedsko. Pač Daniel Craig, ki je mal švedsko lookalike, je to. Skleda mal nacije menom. Vse, zato vedno žida igra. In je žid. Tako da ampak to je prva knjiga, ne? Potem druga pa tretja knjiga sta pa ful boljši kot serija, čeprav avtor čist zapade v to, da brande name dropa in je annoying. To sem pa slišal. Tam v knjigi imaš pol gre ona v shopping, v drugi knjigi ima ona cash in pol gre v shopping in napiše, kaj vse vike in nabavi pol kataloga. Pol gre v Hound. Pa so še navodila zraven, kako se stavi. Kako se stavi ta fjallbo. Ne, to je, ne, mislim, ful puša, to je švedske brande, ne. Ampak se to je lepo. Ja, vem, ampak ona ukrade mednarodnim gangsterom milijone dolarjev in pol si gre v H&M nabaviti oblačila in boob job narediti, ker pač ima
je imel Stieg Larsson fascinacijo with big boobies in pol če že dal junakinjo, ki je bolj ali manj flat-chested, si mora ona takoj, ko dobi denar, dati boob job. In prav v knjigi je napisano, da to si je že dolgo želela in she treated herself. Jaz sem mislil, da to milenici vsi počnejo. Ja. Se ni milenik. No, se tudi Tadej Golob, product placement Mercator, tako da lepo prosim. Tle smo. Pa Ljubljano. Pa Ljubljano, ja. Najlepše mesto na svetu. Ja. Pravijo. Ja, nekdo je tako rekel. Skratka, ja. Okay. Kaj gledamo, beremo, poslušamo? Jaz zdaj res te dni nisem imel cajta, ne vem kva početi. Mito je gledal Shazam in Mače pokopališče. Ja, Shazam je zabavno, ampak zelo 80s kid movie, prav tak sem izrazil, ki je efektiven, nasmejiš se, pa tudi dejco lahko zraven peleš, kljub temu, da jih nimam, pa predvidevam, se probam živeti v, rečemo, 12-letnika, ki po moje lahko požere eno sceno, ki je malo grozna za tisti 7 grehi, ki jih spusti glavni zlikovec. Drugače pa zelo zabaven, efektiven film, ki je za DC mogoče bolj pomemben kot pa zadnji 3-4. Nič ni tako pomembnega kot Aquaman. Aquaman, ok. Aquaman je mozna krava, nič druga. Da, samo briljantno mi je bilo, ko so imeli trailer za Aquaman 2 in pa je bil Shazam in je trolal. Ja, itak, ne. Mače pokopališče sem pa bil razočaran, da pač toliko klišejev na enem kupu nisem videl že od Mačega pokopališča originalno. ne, razočaram me res, mislim, vse zgradi celotno zgodbo oziroma horror, niti ne zgodbo, celotno horror efekt zgraditi na sound efektih, pa tistih šokerjih se mi je pa zdaj totalno boring. Ker po enem tretjem ti postane pač Ne, tako. Pa, evo, zdaj bom pa vtrčil z novim žanrom, teater. Včeraj sem bil v Kranjskem gledališču in pogledal Naš razred, komentar na antisemitizem, pa pogrome in povojne poboje. Tako, zelo zabavno. Ampak res full huda predstava, res fucking huda predstava. Cool. Pejte gledati. Prešerno gledališče. Igor, ti? Jaz sem imel priložnost si pogledati film Teen Titans Go to the Movies in risanka je, niti uro pa pol ne traja, nekaj najbolj smešnega, kaj sem letos videl, full trola Deadpoola, v bistvu tako kot Deadpool razbija četrti zid, pa tudi Shazam glede teh, to gre par korakov višje, doda glasbene točke in zelo rudimentarno animacijo in je prikupno, lušno in skrajno zabavno. Kje se ga pa da pogledati? Jaz sem ga na letalu, tako da priporočam, če letite. Pejte, ne vem, Kanado ali kaj, sam da lahko film pogledati. Ne vem, mislim, da je na internetih, pa najbrž bo na HBO kmalu. Tako da drugače temelji na risanki Teen Titans Go, ki je na Cartoon Networku, pa mislim, da na Netflixu tudi lahko pogledati, so 10-minutne epizode. To je pa pač narejeno tak in je zelo, zelo, zelo zabavno. In potem približujem se koncu knjige Black Leopard, Red Wolf. Jaz sem na sredi. In me ne neha fascinirati s tem, kak že misliš, da štekaš, pol pa ali bo dodalo nekaj ful fascinantnega not, ali pa nekaj tak nasilnega, da ti gre na bruhanje. Kaj pa je to? No, malo več poveš. Marlon James. Afriški fantasy, ki spominja na Lord of the Rings, zelo pač ena skupina jih najame nekdo, da grejo na nek quest, ampak da priješ do tega questa, moraš tretjino knjige že prebrati najprej, ki je pač world building, zelo učinkovit, imaš take neke zelo kratke epizode, ki jih ta glavni junak razlaga, ki pol kasneje ti je jasno, ko se pojavi neko mitološko bitje, odkot je prišel. In potem tudi prideš do, ne vem, tu smo eno država je, ki so ogromna drevesa in ljudje živijo gor na drevesih in not in veje so avenije in prav tako, no. Čuje se zelo avatar. Ampak čuje se super. Pol pa imaš recimo sceno, kjer njega zaslišujejo in pride človek, ki si sname kapuco in ima podobno kot v filme spomnilo na Total Recall, kjer ima oni tistega not, no, ampak tukaj so taki ogabni troli, ki so dvojčki, ki niso uspeli
ubiti onega, v glavnem jim pride ven iz človeka in gor plazi po njemu in mu misli bere, podobno kot v onem, ampak je tako najbolj creepy opisano in potem se tako, ne vem, 4-5 strani brez en stavek, ko opisuje, kaj mu dela ta zadeva in je tako ono... Ne, zelo fin, jaz sem nekje na polovici, no blizu polovice in moram tudi reči, da pa jezik je neverjetno. Pač Marlon Jameson se pač vidi, da je pač vrhunski pisatelj in da pač tle se tudi ni držal nazaj in to je tok poetičen jezik, tok krasni opisi, da je to... Bo to prevedeno? Ne še. In prosim, upam, da ne poslušam. I smell a bestseller. Plus a lot of gay sex. Ja. Super, bom rekel. Ja. Pa nekdo nekomu oko vam vgrizne, to je tudi zelo grafično opisano. To bi jaz oko vgrizne? Ven. Ja, Saka. Prvič da slišim kaj tega. Ok, dobro. Kuplasta me. Še kaj, Igor? Prebral sem Živi pesek. To smo slišali. Gledal serijo. Drugače, jaz sem... Fleabag sem pogledal, super, mislim, če še niste slišali za Fleabag. Glejte, serija je prva sezona s par let nazaj, druga sezona je bila na Channel 4, pride kmalu na Amazon in Phoebe Waller-Bridge je scenaristka in glavna igralka in je carica, mislim, daleč najboljši del filma Solo, tista robotka. In tudi njena druga serija, Killing Eve, je zdaj v drugi sezoni, ker ona sicer ne sodeluje več zraven, se je začela in je tudi zelo vrel, Killing Eve. Ampak to sem samo prvi del gledal, Fleabag sem pa pogledal celo in je pretty marvelous. Jaz sem tako, pač še naprej gledam The Walking Dead. Zdaj so ubili moj tretji najljubši lik Taro, tako da fuck off. Kaj? Mišon je še kaj? Mišon je zdaj šefica in je še ok, tako da pa tudi Daryl je še tla, ampak zdaj so me Taro ubili, tako da čakam veliki krvavo maščevanje, no, do unih motherfuckerov, ki so to naredili, ker to res ni bilo lepo od njih, no. Vse smotim, mogoče Aljoša danes zasluži, vse je, veš. Jaz drugi si bil ti tok tiho, samo to je. Pa nek se smeja tok, ker smo rekli, da se ne bomo. Se lahko sem bil samo bolj potihno. Ok, to je creepy. Ja vem, jaz sem zglih to. To je še kar creepy. Cool. Torej, naslednja epizoda bo o... Spečem jezdecu. Speči jezdec, pridite na Brez glavi jezdec. Brez glavi, ne speči jezdec. Shit. Brez glavi jezdec. Sam the best premisa za film. Pa človek je jaha, ampak spi na konju. Ne, speči dolje, Sleepy Hollow, to sem jaz preimenoval. Se to me zjeba. Speči jezdec je... Kaj, Clint Eastwood v filmu? Ne, Spageti veste. GTO, ok, to pa še jaz ne vem. GTO samo, ni, Errol Koenig je naslov in je o fantu, ki umirajo zaradi vročine in fotor ga proba rešiti in ga na konju pelje k zdravniku in za njima se pojavlja tale Errol Koenig, mitološko bitje, ki pride potem, da mu bo dušo vzel, ker bo umrt fant in on pravi, glej, oče za nama prihaja, a ne poznate tega, to je ful znano. Pa Rammsteini so naredili celo priredbo na njihov način. Rammsteini! Ne, Rammsteina poznam, samo to mi je pa všlo, ja. Deček spi in sanja in vidi, da ga lovi on in potem umre, obvisli, ker je gete. Ja, pa gre so Rammsteini. Ja. Ok, še eno, to mu dali zapiske, seveda. Ja, Rammsteina, ne GT, Rammsteina. Kaj imaš proti GT? Nič učinkovitega. Oh, fuck. Trpljenje mladega mitota. Ljudje in ljudine. To je bila že naša 19. epizoda, a lahko verjamete, mi skoraj ne moremo. V njej smo se pogovarjali o kriminalki Živi pesek in seriji Quicksand, kar je eno in isto, ampak v različnih jezikih. Poslušali ste torej podcast po imenu Bot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, surogat radovednega občinstva Gegič.
Igor, ljubezen obviously ni dovolj, hard. Moj bog. In Aljoša, meni je pa Ariana Grande še kar všeč. Ta kar slabo. Ja. Tudi tokratno epizodo smo posneli v Kinu Bežigrad, za kar se mu zahvaljujemo za prijazno filmsko gostoljublje, sicer se pa za knjigo v predpremiernem branju zahvaljujemo Mladinski knjigi, kot bi rekel Anže, a ne Anže. Kje se vas najde na internetih, fanta? Ja, na Twitterju, Facebooku, samo piši Mito Gigić ali pa Budino meso. Tako, pa me vrže gor. Ja. Igor. Na temu Twitterju. Pa na unem Instagramu. Pa na YouTubeu. Ja, Gledal, a bom. Bom, ja, to. Tudi mene. Ni gledala bom. Ja. Počrtaj. Za Telekom bom spet delal recape, analize epizod Game of Thrones, tako da tehnik.telekom.si. Pa všeč mi je bila recenzija, oziroma hitra recenzija, priporočilo Miraja. Ja, Miraj je, točno to sem zavedel, Miraj ful se me je dotaknil. Saj vem, da sem ga z nekim namenom dal v moje Oscar nominiran kandidate, kao ne, nisem še ga pa pogledal. Zdaj je posod petega gledati, ja. Zdaj ga ujamete v kini. Zelo lepa risanka. Pa vidiš, dokaz tega, da razumeš, kak je imeti otroke pa to. No, vidiš. Ker ja sem otrok. Tako. Vsak umetnik je otrok. Tudi mene najdete na vseh omrežjih, sem zelo omrežen človek. Pridite me omrežiti, dajmo. Samo nisem prestrašen, v profilka, kar odrasla. Ne ponudbe. 19. aprila 2019 pojutrišnjem. To je pojutrišnjem, tako nas pridite ob 8. pogledati. Pridite v Slovensko kinoteko, kjer si boste lahko z nami najprej ogledali film Sleepy Hollow, skratka gre za brezglavega jezdeca, ali v mojem neuradnem prevodu Speči dol. Ali pa v mojem prevodu Speči jezdec. Tako je. Film Tima Burtona. Po projekciji boste lahko v živo namreč prisluhnili snemanju 20. epizode podcasta Obod. Pogovarjali se bomo seveda o filmu, samem, kar bomo gledali, ter o opusu Tima Burtona. Karte so že v prodaji. Kupite jih, preden jih zmanjka, ker jih bo absolutno takoj zmanjkalo. Sprejemamo tudi pivo. Zdaj jih je verjetno že zmanjkalo, ampak dajte preveriti za vsak slučaj. Pridite tja, pa vsaj, če tudi filma ne uspete videti, pridete pol nas lahko še vedno. Ja, lahko pa po moje, komod pridete pol na podcast, bojo vrata odprta, bomo zrihtali. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo, Castbox. Dajte nam tudi kakšno oceno na iTunesih, podprite platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega, mimogrede glave se vračajo. In če ste slučajno psihopatski morilec, vam polagamo na dušo, da se predate policiji, zameno za to, da poveste, kam ste zakopali vsa tista trupla, pa zahtevajte, da vam vsak drugi torek dovolijo poslušati novo epizodo podcasta Obod. Kar dober dela, ne? Ja, dobro. In se opravičujemo vsem ujetim serijskim morilcem, ker nas prejšnji teden ni bilo. Ne pobegnite iz zapora in na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, že nekaj časa smo tudi na Facebooku kot podcast KM Obod brez pikic, tudi na Instagramu smo, tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, risbe snežakov in polarnega sija, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič, čeprav naslednjič bomo gledali Tima Burtona in lahko ga gledate z nami, pridite, se vidimo v petek, sicer pa se slišimo naslednji teden. Zdaj, ko si omenil Snežaka, prej smo pozabili omeniti film Snežak, ne ga gledati s Fassbenderjem, z nič je. Peter, Frozen gledati. Ja. Poglejte si Frozen. Okay. Let it go. Obod out. Ja.